Živijo, Flora in Malotri, te prav lepo pozdravljam v novi Kozmo epizodi in res upam, da maksimalno uživaš poletje. Danes imamo eno zelo lušno temo in sicer dotaknili se bomo kreativnosti iz različnih zornih kotov. Z mano je namreč Anja Korenč. Anja je trenutno zaposlena kot art direktorica v marketinški agenciji Futura, sicer pa je oblikovalka in ima tudi kar nekaj izkušenj v podjetniških vodah. Lansirala je že 2 blagovni znamki, nam bo pa danes imela ogromno zapovedati o oblikovanju, o postavljanju strategij in pa želim se tudi predvsem dotakniti kreative v vseh aspektih, kako si lahko tudi ti kreativna, pa nima veze v katerikoli službi si. Anja, živijo, zelo sem vesela, da si danes z mano. Hvala za povabilo, tudi jaz sem vesela, da sem tukaj. Ful se veselim najnega pogovora, ker sem prav pohitrila tale uvod, da greva lahko čim prej v teme. Te bom še malo bolj predstavila skozi tvoje odgovore, ampak hotela sem te pa najprej vprašati, tako da mirno začneva in lahkotno, kakšno je tvoje poletje in pa kako izgleda poletje na eni taki veliki marketinški agenciji, kot je recimo Futura. Moje poletje je super, hvala Bogu, zdaj se je začela tudi malo bolj vročina, to sem jaz čakala, ker sem kot Primorka ne morem brez tega, tisti dež mi ni bil lih po godu. Na eni taki marketinški agenciji je delovno, skozi kreativno, ne vidim neke velike spremembe, razen to, da so se začeli dopusti in pol je pisarna mogoče včasih malo bolj prazna, ampak to je pa edini tisti faktor. No. Pol nimanj dela poleti še vedno? Ne, mislim, tako so, zmerom so neka nihanja. Se mi zdi, da ni to nek velik faktor, no. To je pa samo moj občutek. Ko v večini pisarn je čista tišina. Pri nas ne. No, meni je tvoja zgodba zelo zanimiva, predvsem iz tega aspekta, da večina nas začne tako. Najprej se zaposlimo v enem večjem podjetju oziroma v kateremkoli podjetju, želimo nabrati izkušnje in gremo potem na svojo lastno pot, če že. Ti si pa začela ravno obratno. Ti si bila pa najprej samostojna podjetnica in potem si se v bistvu zaposlila. Kako se je vse skupaj sploh začelo? Jaz nikoli si nisem predstavljala, da bom šla na svoje, ker tudi ne izviram iz družine, ki bi bila podjetniška. Pač teh stvari se nisem mogla nikjer ali jih videti, ali se priučiti, ali pa da bi mi kdo pač to v zibelko položil. Jaz sem si vedno želela v bistvu delati v neki oglaševalski agenciji in biti pač dizajner. To je bila res moja največja želja. Tudi v bistvu skozi faks sem jaz že na eni oglaševalski agenciji skozi nekaj pomagala in delala, bolj ne brezplačno, sam zato, da bi si nabirala čim več izkušenj in pol, ko jaz končam faks, lahko šla tudi naprej. In pol se je zgodila ta ekonomska kriza, takrat 2009, ki je bila. In jaz sem pol malo kasneje tudi diplomirala in seveda pač že tako niso zaposlovali, da bojo potem pa zaposlili nekoga, ker nima nekih pravih izkušenj, pa tudi pač ni bilo možnosti. In nekaj časa sem še, ne bom rekla obupavala, ampak nisem vedela prav, kaj naj naredim. In pol sem nekako se kar odločila s pomočjo domačih, da pa probam. Ker fora je bila pa v tem, da sem imela dosti nekih strank, za katere sem delala preko študentske napotnice, isto dizajn. In sem v bistvu lahko to nekako povlekla tako malo naprej. In je bilo to kot neka, ko hudič še v sili muhe žre. In sem tako v bistvu začela in potem so se stvari začele odvijati. Smo najprej naredili brand, vmes sem delala še za stranke in tako naprej, tako da se je v bistvu to razpotegnilo po mojem več kot 10 let. Jaz s tabo sem v bistvu hotela predvsem to predelati, ker zdaj se zelo idealizira podjetništvo. Sploh med mladimi se mi zdi zaradi vseh teh TikTokov, ki enim res recimo hitro rata, ampak teh je v bistvu zelo malo. V bistvu pa tisti, ki smo samostojni podjetniki, pa ne predstavljam si sploh, kako je imeti res ogromno firmo, ampak že če si sam svoj šef, je to meni sicer nekaj najboljšega na svetu, ampak niso pa čist vsi za to, ker pač nihče pa ne vidi tega, da samo da ostaneš iz posle, imaš tok in tok prispevkov za plačati in vseh ostalih stvari in ti nihče ne pokrije zavarovanj in tega vsega, ne. In v bistvu se mi zdi, da si tak lep primer tega, da ni nujno, da greš na neko podjetniško pot ali pa da si podjetnik, da v bistvu res živiš svoje sanje, da lahko tudi v enem podjetju najdeš delovno mesto, ki je res popolnoma zate, se lahko kreativno izraziš oziroma pač izraziš v najboljši možni luči svoje talente. Tako da mogoče, če predaš neko
to sporočilo mladim, ker se mi zdi, da takih sporočil manjka, zdaj so vsi tako, ja, pejdi na svoje, hasli in zihar ti bo ratal in tako ne boš imel nikogar nad sabo. Ampak se mi pa zdi, da niso čisto vsi za to, pa mogoče, da predava sporočilo, da je čist ok in da se lahko tudi zelo dobro znajdeš tudi v okviru enega podjetja in da v bistvu podjetja ful želijo mlade, ki si želijo delati, ki želijo razvijati svoje talente in da bi jih pri tem tudi podprli. Ja, jaz bom povedala tako, dostkrat sem dobila vprašanje, kaj bi svetovala mladim, ki si želijo iti na svojo podjetniško pot. In v prvi vrsti naj povem to, da naj najprej res globoko v sebe pogledajo, če je to res nekaj, kar je za njih, ali je to nekaj, kar jim govori okolica. V drugi vrsti pa to, če bojo to poskusili, naj se ne bojijo tudi tega poraza in ko vidijo pač, da se stvar zalomi, da od tega tudi odstopijo. Jaz bom rekla tako, jaz nisem šla s podjetniške poti dol, ker bi se mi zalomilo, ampak v bistvu sama recimo nisem, ne tako bom rekla, sama sem vedela, oziroma sama sem zrasla do ene točke in sem si želela še hitreje rast v smeri kot profesionalen oblikovalec, fokusiram pač na branding in embalažo za CMG. In zato sem v bistvu iskala pot, kako pač, kje bom jaz to znanje dobila, kje bom jaz lahko zrasla in tako naprej. In je bila Futura pač ena izbira, ki sem si jo želela in so se mi stvari pol poklopile. Podjetništvo ni romantična zgodba, podjetništvo je ful velik suffer, sploh če se ga greš tako, ko se ga je treba. Tako, ko si sama rekla, ja, v prvi vrsti so tukaj prispevki, potem v drugi vrsti, na kar večina pozablja, je tista motivacija, da se ti zbrcaš iz posle in da res nekaj narediš. Rutino rabiš, ker če ne narediš nič. Pomembne so povezave, pomembno je, recimo nekateri mislijo, ja, bom ustvaril svojo blagovno znamko, recimo jaz kot oblikovalka bom ustvarila neko svojo blagovno znamko, znam blagovne znamke ustvarjati in bom sama pač naredila nekaj, zakaj bi vedno dajala nekomu drugmu, ne? Ampak, ko si ti enkrat postavljen v en ta položaj, na koncu ful malo oblikuješ, ful malo delaš kreativnih nekih drugih stvari, ful več se ukvarjaš s proizvodnjo, s papirji, z računovodstvom. Tudi če imaš računovodkinjo, ki še misli, ja, se imaš računovodkinjo, pač ne. Tudi to je del tvojega posla kot direktor, ker če ti si pravi direktor in pravi podjetnik, moraš imeti nadzor nad svojimi financami. Seveda je tukaj ogromno nekih stvari, ki se jih lahko naučiš in ti lahko koristijo pač za življenje. Ampak jaz bom rekla tako, ni treba, da je vsak podjetnik, res ne vsak pač pogleda vase. So plusi in minusi povsod in to, ja, mi ne bo treba za nobenega delati. Ne vem, zame je to res ful en velik bullshit, no. Jaz mislim, da moraš ti v prvi vrsti najti tisto, kar zelo rad delaš, ker ni fora v tem, za koga to delaš, ker ti se lahko ne glede na to, kje si, ali kot samostojni podjetnik, freelancer ali pa pač podjetnik v nekem velikem podjetju, ki ga zgradiš, ali pa kot nek zelo pomemben član neke ekipe v nekem že ustanovljenem in že poznanem podjetju, si lahko ti ful srečen in lahko ful delaš na sebi in na svoji karieri in na sebi kot na strokovnjaku. Če si pa želiš biti uspešen in prepoznan kot zelo uspešen podjetnik, potem ja. Če si pa želiš biti prepoznan kot strokovnjak, potem pa je tudi tu kakšna druga pot. No? In to se je lih meni zgodilo. Ja, ker v bistvu, če si nekje zaposlen in je, ne vem, recimo, kakor pri tebi oblikovanje, to dejansko ena izmed redkih stvari, s katerimi se moraš ukvarjati, ker za računovodstvo, za vse ostale stvari poskrbijo drugi v firmi, potem imaš ti res večje polje za razvoj. Ja, pa imam v bistvu ob sebi tudi ljudi, ki imajo več izkušenj od mene, so starejši, lahko se na njih obrnem in vprašam, kaj pa ti misliš o tem? In ti odprejo neke druge perspektive. Jaz lahko rečem, da sem se v tem enemu letu in pol, odkar sem na Futuri, toliko enih novih stvari naučila, ampak niti ne samo o dizajnu, ampak tudi o tem, kako je delati še z drugimi ljudmi v ekipi. Kar je pa meni kot hčerki edinki in nekomu, ki je bil vedno na svojem in bil sam svoj šef in imel bolj ljudi pod sabo, kakor nad sabo,
Ne bom rekla, da mi je bilo težko, mi je bil pa en drugačen pristop in se mi zdi, da je bil tudi ful pomemben za mojo osebnostno rast. Ja, ker tako se moraš naučiti v življenju delati z drugimi in tolerirati vse. Ja. Hotela sem te vprašati, glede v bistvu mentorstva. Ker se mi zdi, da v Ameriki je to nekako bolj razvito kot pri nas, ampak zdi se mi pa, da nam mladim to zelo manjka. Jaz sem to tudi zadnje čase začela odkrivati, koliko so mi v bistvu dali ljudje, ki so starejši od mene, ker zdaj mogoče, ker sem začela toliko enih stvari delati in ker sem pač nekako zrasla na nekaterih področjih, so potem sami od sebe prišli mimo mene ljudje, ki so mi začeli počasi pomagati in zaradi njih sem tako eksponentno lahko zrasla v glavi, v srcu, tako se mi zdi na vseh področjih. Kako pa ti to vidiš v Sloveniji? A si ti imela kakšne mentorje? Ker se mi zdi, da sploh ženskih mentorc manjka. Zdaj malo se sicer odpiramo med sabo, jaz sploh med nami mladimi vidim tako malo več sodelovanja kot tekmovalnosti kot včasih, ampak kako je bilo pa recimo pri tebi, ker vemo, da recimo sploh ta marketinški svet, agencijski svet je zelo zahteven v bistvu, sploh se mi zdi, da je velika tekmovalnost, vse tudi recimo, ne vem, če svoj primer dam, tudi show biznis je zelo podoben, ampak kako je bilo pa pri tebi z mentorji, si jih imela na poti, kakšne imaš ti izkušnje na tem področju? Ja, jaz sem imela mentorje in bila sem mentorca. Spirit ima en ful dober program, no ne vem, če še bil je, takrat, ko sem jaz bila v tehnološkem parku in del pač teh njihovih programov. V bistvu, če si bil nekako inkubiran, si lahko dobil neka mentorstva in tako naprej. In ti si sam nekako zbral mentorje glede na področje, ki ga potrebuješ. In moja mentorstva so vedno bila bolj fokusirana na biznis in na tista področja, kjer sem jaz imela nek manko. Sem pa recimo v zadnjem letu svoje poslovne poti zbrala enega mentorja, ki je poznal mojo zgodbo. In sva se tudi tako poznala, ker sem vedela, ker to ženske se mi zdi, da ful rabimo. In kot si sama rekla, ženskih mentorc je zelo malo in kar jaz vidim še pri drugih ženskah je problem, oziroma mogoče je to sam pri meni problem. Jaz se bom ful lažje se mi zdi enemu moškemu odprla kot eni ženski. Na takem nekem nivoju poslovnem in to, če začutim pač neko empatičnost z njegove strani. In meni je bilo tukaj pač všeč s tem mentorjem, ki sem ga imela na koncu, ker je pač to mojo zgodbo poznal in sem vedela, da ko bova midva skozi neke stvari šla in mu bom jaz rekla, oprosti, jaz tega ne bi naredila tako, bo on razumel, zakaj imam jaz tukaj neko mejo oziroma neko bariero sem si postavila in čez to, zakaj jaz ne morem iti. In to mi je bilo ful pomembno, ker se mi zdi, da je to da nisem tako, doskrat se je reklo recimo v naši skupnosti, ma noče narediti tega, kar sem mu rekel, se smo vsi isti, ne. In jaz sem skozi čas, ko sem tudi mentorirala druge in spoznavala ljudi in tako naprej, ugotovila, ker je podjetništvo ful en velik hustle. In še zmerom smo mi ljudje. In mi določenih stvari ne naredimo, zato ker nas je strah, zaradi nekih vzorcev, zaradi nekih preteklih izkušenj. In pomembno je, da on, ki ti pomaga, da razume te stvari, niti ne vedno zato, da bo rekel, ok, bova nekaj drugega poiskala, ampak mogoče, da kot mentor tudi zna poiskati pa neko drugo pot, da te do tja pripelje. Ali pa da ti, ne vem, odpre to obzorje ali pa tako naprej. Če imaš enega mentorja samo za finance, to verjetno se ne bo šel v teh stvari, mislim, ponavadi verjetno so bolj coachi zato, ker ti to pomagajo, ne? Ampak meni se, ne vem, v tistem trenutku zelo to ful pomembno in mi je ful pač pomagalo. Pa zanimivo je bilo, da so mi mnogi nek ta pristop ful odsvetovali. Meni je bilo pa the best. Kaj je mentorstvo? Mentorstvo na tak način, kot sem jaz tega mentorja zbrala. Aha. Okay, vsi so bili zelo zelo straightforward. Finance, marketing ali pa ne vem, pač po področjih in pol, da greš strukturirano. Jaz sem pa začutila nekaj drugega. Pa sej ženske moramo zaupati intuiciji. Ja, res je. Se mi zdi, da v bistvu
nek dober mentor, kar sem jaz zdaj pri teh svojih opazila, je, da ti postavlja neka vprašanja, da ti ne da odgovora, ampak ti v bistvu zastavi vprašanje in potem ti razmišljaš in potem ti dobiš aha moment, ker je tvoj oseben aha moment ful večji, kot pa če ti nekdo direktno pove tako nared. Jaz tudi svoje učence, ker recimo učim pet, jaz vedno sprašujem, zakaj misliš, da je tako, ali pa kako bi ti do tega prišel, veš, tako, da jim ne daš takoj direktnega odgovora, ampak da v bistvu ti moraš malo razmišljati, ker če človek razmišlja in če nekaj sam doseže, se mi zdi, da se ful bolj vtisne in je ful nekako ima večjo težo. Res je to. Ok, greva na tvoje področje, greva na kreativo, na izdelke. Meni je zelo všeč tvoj TikTok, ima tudi Instagram in LinkedIn, kjer v bistvu pregleduješ razne izdelke, tudi drugi ti pišejo, se pravi te embalaže in hodiš po trgovinah, jih poslikaš oziroma posnameš, recimo primere dobrih praks. Tako da se v bistvu tisti, ki jih zanima embalaža, pa nasplošno kreativa na tem področju, lahko ful, kako bi rekla, nagleda na tvojem profilu. Me pa zanima, kar se izdelkov tiče, zakaj nam določeni izdelki prej padejo v oko kot, se pravi, zakaj nam en izdelek prej pade v oko kot nek drug? To je v bistvu zelo težko vprašanje, ker to izhaja iz nekih osebnih preferenc. Tako bom rekla, vedno, ko se pač lotimo oblikovanja ali neke embalaže ali pa nekega brandinga, vedno moramo pogledati, kdo je ta prava pač ciljna skupina in na tisto ciljno skupino pol mi tudi targetiramo. Dizajn je še vedno pač, kljub temu, da je dizajn kot tak nekaj, preko česar rešujemo probleme, izzive in tako naprej, ker imamo tudi dizajne, ki popolnoma niso povezani z vizualnimi stvarmi in tega ful ljudi ne ve. Tudi pri grafičnem oblikovanju, kot je pač oblikovanje embalaže in postavljanje blagovnih znamk iz vizualnega vidika, je pomembno odzadaj neka strategija, nek strateški pogled. Se pravi, mi moramo vedeti, kakšno sporočilo bomo mi kupcu predali, oziroma na kakšen način želimo, da naš ali pa izdelek našega naročnika komunicira s kupcem. Tako da moj odgovor na tvoje vprašanje bi v bistvu bil, tisti izdelek ti pade v oči, zaradi tega, ker si bila ti targetirana. Tako, čistko posplošeno, no. Ja, v bistvu, kar mi je zanimivo, ko sem te malo preposlušavala na drugih podcastih, pa brala tvoje vsebine, je to, kako se mi v bistvu ne zavedamo, tako recimo, če se kdorkoli hoče česar svojega lotiti. Kako je pomembno, da mi najprej res dobro raziščemo, ne samo, da bo lep logo, da bo lep izdelek, ampak dejansko, komu je namenjen, katera starostna skupina, kater spol, kdaj se bo ta izdelek konzumiral oziroma pač karkoli. Kako ti to razdeliš, ko vidiš nek začetek neke zgodbe, kaj se ti zdijo te prvi koraki, kaj je najbolj pomembno, ko se nečesa čisto novega lotiš? Ta prva stvar je seveda mood board. Ko sem delala sama, sem v bistvu tudi sama pač neko v Easy strateško delavnico vedno naredila. Jaz sem prej sama delala bolj s startupi, kar je pomenilo, da ti startupi seveda niso imeli nekih temeljev postavljenih in smo odgovarjali pač na neka vprašanja, zato da smo sploh prišli do nekih odgovorov in da smo si sploh razjasnili, kaj sploh blagovna znamka je, kaj želijo z blagovno znamko doseči, in v bistvu tudi kakšni so neki cilji njihovi za prihodnost. In potem smo pač, jaz sem se to skupaj dala in na podlagi tega nekako naredila nek mood board, še raziskala podobne stvari na trgu in tako naprej. Zdaj imamo mi to v hiši in tega jaz ne počnem več, kar mi je tudi odlično, zaradi tega, ker ko si strokovnjak na enem področju, pač koplješ po tistem področju in si samo še boljši, tako da imam tle servis v bistvu še boljši, kot sem si ga takrat sama sebi. Ampak itak delamo tudi z drugimi naročniki. Za moje takratne je bil tisti servis super, tukaj pa pač delamo res z velikimi brendi, ki pa že nekateri oziroma velika večina že imajo neke stvari, ne? Se že ve in ali pa, ko se pač dela neke nove blagovne znamke, takrat je pa treba v bistvu na novo raziskati. Se pa določene stvari na novo raziskujejo tudi, ko je blagovna znamka že na trgu. Tudi ful odvisno, ampak jaz začnem svoje delo z nekim mood boardom, ne razmišljam prav kaj preveč,
imam v glavi tisto, kar mi je bilo povedano, napisano, kar sem prebrala o tistem naročniku in kaj se je pač ugotovilo. Začnem brskati neke podobne primere iz prakse in dajem pač vse skupaj na nek moodboard in je to neka zmeda. In pol grem spat, zaključim tisti dan, mogoče kaj naredim, ampak zame najpomembnejše je potem drugi dan, ko se mi pač vse nekako usede v možgane, no, tako. Ful mi je zanimiv tvoj primer blagovne znamke Biciclub, ki si ga naredila. A lahko poveš skozi ta primer, kako si se naučila skozi spreminjanje tudi blagovne znamke sproti oziroma prilagajanje trgu, ko ste določene stvari ugotovili, kje si začela, kakšna je bila ideja in kako si jo potem prilagajala, ko si določene stvari ugotovila, da bodo tudi tisti, ki še ne poznajo zgodbe. Lahko si predstavljala na enem takem praktičnem primeru, kako se v bistvu je treba prilagajati, ko določene stvari ugotoviš, ko gre enkrat, ne vem, izdelek na trg. Ja. Zdaj, blagovna znamka Biciclub, da povem na hitro za tiste, ki je ne poznajo. To je bila v bistvu roza pločevinka Bubbly Roseja in mi smo targetirali ženske on the rise, se pravi ženske, ki so bile nekako v vzponu svoje kariere in so haslale. Pri postavljanju te blagovne znamke je bilo zanimivo to, ponavadi imaš produkt, ki ga želiš prodati. Jaz sem pa tukaj izhajala iz value propositiona. Jaz sem vedela, kaj želim kot nek občutek prodajati in sem potem na podlagi tega še komu želim to prodajati, iskala product fit, se pravi primeren produkt za ta value proposition in za to ciljno skupino. Želela sem si, da bi ta produkt bil neki iz prehrambene industrije ali pa pač pijače. Sploh zaradi tega, ker mi je ta industrija sploh takrat bila najbližja. In potem sem raziskala in ugotovila, da je roze ena taka pijača, ki se v bistvu v vseh nekih takih gatheringih, ko se ženske združujejo ali pa ko so neki mogoče feministični dogodki ali pa tudi, ko je ženska nekako sama doma, pije pač roze. In sem se rekla, roze, izhajam iz vinorodnega okoliša, vedela sem, da bom dobavitelja enostavno dobila in da bo to vino kvalitetno in kontrolirano in tako naprej. In kaj pa zdaj, ne? Ali pač to vino prodajati v steklenici, kar je najlažje, ali ponuditi na trg nekaj drugačnega, da bo v bistvu že sama embalaža in že sam produkt nek visual hammer, ki se bo vtisnil v spomin mojim ciljnim kupcem. In sem v bistvu se odločila, da bomo mi to vino zapakirali v pločevinko. In to je bil tudi en izziv, zaradi tega, ker ti pločevink ne kar naliješ noter, pa jo zapreš, ampak rabiš pač nekoga, ki ti bo to naredil. No, meni je to uspelo. Zanimivo je bilo, ker so vsi se nam smejali, zakaj ste pa, in to je bilo pretežno strani moških, ne, zakaj ste pa zbrali to običajno pločevinko, ne, to debelčkano, ne, rečem jaz, čabi. Zakaj ni tista pač elegantna, tanka, ne. Ja, se nekaj, zato ker smo enake vam, ne. Ker v bistvu cel point blagovne znamke je bil ta empowerment. Jaz sem si želela v blagovni znamki, skozi blagovno znamko Biciclub, pač produkti so bili kot neko podporno okolje, kjer smo v bistvu delali prihodke, ampak dolgoročni cilj pa je bil community. In ženskam, ki so se mogoče na dnevni bazi počutile ali da niso enakopravne, ali da niso uslišane, pa da imajo neke svoje biči momente, da so imele prostor, kjer lahko to povejo, brez da zavijejo v celofan, kar pomeni, da če smo mi želeli povedati kletvico, smo jo povedali, brez pikc, brez zvezdic, brez ničesar. Lahko povem eno zanimivo anekdoto oziroma en zanimiv primer, ker sem pisali smo nek newsletter, bil je za ta rožnati oktober in je ta Diana, ki je meni pomagala pisati tekste, mi je spisala cel tekst, jaz sem jim dala neka navodila, odličen tekst napisala in smo tako v bistvu povzele zgodbe znanih žensk, ki so tega raka prebolele. In jaz sem imela pol nalogo to njeno besedilo dati v newsletter, na blog sem že objavila, ne, zdaj pa dati v newsletter. In prav spomnim se, da sem sedela za mizo in sem rekla, Anja, zdaj lahko ti napišeš pač nek subject, ki je tako polished, lep, ko bi se reklo,
zelo vsakdani po drugi strani, malo dolgočasen, ampak ok, svoj point bo dosegel. Ne? Ali pa pač lahko slediš pa temu, da je ta blagovna znamka itak edgy in greš full bold, greš full čez rob, tudi mogoče meje dobrega okusa in vidiš, kaj se bo zgodilo. In sem rekla, ok, dajmo probati to drugo stvar, se je samo en newsletter. In jaz sem v subject napisala, please promise you will touch yourself regularly. Mi smo imeli 90% open rate. Ker ne vem, kaj so si ženske predstavljale, da bojo v tistem newsletterju prebrale. Da prevedeva ta... Aha, ok. Čakaj, kako si rekla? Please touch yourself, please promise you will touch yourself regularly. Ok, obljubite, da se boste redno dotikale. Same sebe, ja. Same sebe. Kar je v bistvu full on point, ne, če Ja. pogledaš. Ja. V bistvu je pač kot nek poziv, ampak mislim, lahko gre tudi v neko full kinky smer. Ne. In ker si rekla pač, kako se je blagovna znamka spreminjala, v bistvu moram reči, da sem zelo velik del te blagovne znamke zelo dobro postavila, res. En del pa je bil, ker sem ga popolnoma zgrešila in bila sem ful vesela, da sem ga popolnoma zgrešila. In to je bilo, jaz sem si predstavljala, da bojo ženske same sebi kupovale te pločevinke in da bomo mi imeli to v retailu in tako naprej. Ker mi smo to pločevinko postavili ob bok pločevinki piva, ki jo pač ima moški doma v hladilniku in ko pride domov, jo vzame iz hladilnika, odpre in so sede na kavč. No, in mi smo hoteli tudi to pač for your bitchy moments, kao, ne? Ali so to dobri, ali so slabi ti bitchy trenutki. In na koncu se je zgodilo to, da so punce kupovale to ena drugi v opolnomočenje. In je ta naša mini pločevinkica ratela kot nek majhen simbol opolnomočenja. Jaz sem dobivala razne zgodbe na Instagram. Ena punca te zgodbe ne bom nikoli pozabila, mi je pisala, veš Anja, danes grem in bom kupila to tvojo pločevinko in jo bom dala prijateljci, ker se pol dobiva na kavi in je imela ful slab dan v službi in to ji bo pač dalo neke nove energije. Pol ena druga vem, da me je napisala, da je kupila prijateljci za rojstni dan vibrator in je roza in bo kupila še to pločevinko, ki je tudi roza in jo bo dala zraven. Pol delali smo recimo personalizirane pločevinke za dekliščine. Smo gor imena pač s posebnimi nekimi nalepkami, da je bilo vse ful lepo dizajnersko, smo pač dopisovali, da so to dobile. Pol smo recimo takrat je bil ta gejevski turizem tle v Ljubljani, ena turistična agencija je to imela in so prišli ti gejevski influencerji iz celega sveta in smo tudi pač, oni so nas pač prosili, so nam odkupili en kup teh pločevink. No, tako da smo posegli v neke te majhne skupine nekih ljudi, ki si želijo biti samo slišani. In to je bilo meni ful dobro. In na koncu, namesto da bi prodajali v retailih, smo prodali v konceptualnih trgovinah. In moja želja je bila, da bi recimo v Berlinu in vseh teh ogromnih mestih imaš ti trgovine, ki so namenjene prav ženskemu wellnessu, se pravi ženskemu dobremu počutju. In tam noter imaš od nekih majčk s pozitivnimi mislimi, do nekih tarot kart ali pa nekih angelskih kart, do nekih praškov, ki si jih daješ v smutje in nekih drugih teh kapsul za dobro počutje, pa seks pripomočkov in tako naprej. Pač res vse živo za ta namen, da se ženska dobro počuti. In to je bila moja želja, no, da bi prišel v te trgovine. Nažalost je pol prišel COVID in en kup enih izzivov zraven. In jaz sem se odločila, da bom projekt zaključila na vrhuncu in da ne bom čakala, da propade. Ker se mi je zelo škoda, da bi izgubil tisti lesk, ali kako bi se reklo. Ja, to je včasih boljše. Se moraš tudi znati ustaviti. Tako kot eni športniki zelo dobro znajo. Na vrhuncu svoje kariere. Tako, to mi je ful dobra zgodba o tem, kako je res pomembno, da s temi malenkostmi prav targetiraš ljudi, a ne? Se pravi, in kako komuniciraš, kakšne barve daš in vse te stvari, ker se sploh ne zavedamo, kakšen podzavestni vpliv imajo, ne vem, že samo barve na nas, a ne? A imaš kakšno mednarodno, res ogromno znanko, ko se ti zdi, da res dobro komunicira, da ima res dobre reklame oziroma izdelke, da zna poslušati kupce, a imaš kakšno zdaj kampanjo v zadnjem času v glavi, ki te je res navdušila, pa jo mogoče lahko deliš z nami? Ful je teh blagovnih znamk. In recimo ena, katero ful rada povem zelo velikokrat kot primer, sploh z vidika poslušanja kupcev, je Oreo.
kaj je Oreo naredil iz enega samega črnega piškota? Vsi vemo. Ja. Vsi ga poznamo. Vsi ga poznamo, ampak tudi, če pogledaš malo bolj tako, ne? Oreo je videl, da ljudje dajo te piškote narazen in jih dajo skupaj, zato da imajo dvojno filo. So naredili te debele. Potem so naredili ta tanke, tinse. Pa so videli, da dajo te piškotke narazen, pa drobijo in delajo drobljene, zato da delajo te cheesecake. Pa so naredili to, so naredili enega malo bolj grobega, enega malo bolj finega. Pa delajo kolebe, ne vem, so naredili koleb z Lady Gaga, so naredili koleb z DC-jem, z Batmanom in je bil v bistvu prav piškot, je bil Batman. Ne? Tako, pač en črn piškot. A njihov marketing je res bolan, njihov brand je bolan, pač tako res. To je ena taka stvar. Druga stvar pa, ki si rekla, kako si zapomnimo barve. Kako je lahko samo barva visual hammer, ne? Recimo Tiffany & Co. Na kaj pomisliš? Ja, takoj na njihovo barvo. No, takoj se mi škatlica. Ja. In pač, in to je to. Ja. In jaz sem tudi v bistvu v Rdeči klubu barve zelo premišljeno zbirala. V bistvu vse, kar je bilo, jaz sem imela nek checklist, enih 4-5 stvari, ki sem jih mogla pri vsaki stvari, ko sem se za njo odločila, obkljukati. Vse, ni bilo spasa. In na pločevinki od Rdeči kluba so bile rdeče ustnice in to ni bilo kar tako, zato ker so lepo izgledale, ampak rdeča šminka v bistvu ženskemu polnomočenju ful pomeni, oziroma rdeča barva. Na splošno. Ja, že tako časa Kleopatre, pa tudi vse do danes. Tako da je bil to v bistvu Vemo, kaj so rdeče petke v politiki naredile, No, par evo. mesecev nazaj, ne? Evo, pa teh zgodb je še res ogromno. S tem, da recimo tudi Elizabeth Arden, ta blagovna znamka, ima prav rdečo šminko, ne, ki je Red Door Red se kliče, zato ker jo ona sufražetkam talala, ne, ko so se borile za žensko pravico. Tako da ima res močno zgodbo tukaj zadaj. Se strinjam, absolutno. Kaj pa slovenski trg? Tega sem se tudi želela dotakniti. Malo sem se pogovarjala s kreativkami, ki jih poznam, z oblikovalkami in puncami, ki delajo v agencijah in so moje prijateljice. In sem jih vprašala, kaj bi pa tebe zanimalo, če imam eno tako gostjo. Ne? In so rekle, ta naša scena je tako mehna. Kako se prvič izobraziti kot dober kreativc pri nas? Kje najdeš ti navdih? A bereš knjige, kje se izobražuješ, ker mi nekako nekih zelo močnih kreativnih šol nimamo. Ja. Imamo par opcij, ampak iskreno nimamo tako širokega znanja, kot je recimo v tujini. Kje ti črpaš znanje? Meni zelo veliko pomaga se pogovarjati. Bom tako rekla, najprej je tudi zelo pomembno, da se ti pogovarjaš z ljudmi o vizualnih stvareh, se vsak čuti poklican, da pove svoje mnenje. Ja, res je, da je to zelo subjektivna stvar, da hitro rečemo, meni je to lepo, meni je to grdo. To je vse res, ampak je tudi pač res, da so odzadaj je še ful več enih stvari. Tukaj sem prej pač rekla, da je treba malo bolj strateško pogledati. Tudi v tem primeru zelo pomembno, komu se obrneš po ta pogovor, s kom te stvari debatiraš. Fajn je, da odkrivaš tudi pač, kaj se v svetu dogaja. Jaz ful rada gledam, ne vem, ta portal Dieline, ki je v bistvu na embalaži zelo močen, pa Packaging of the World in tako te stvari. Knjige so itak ful pomembne. Je pa tako, ja, slovenski trg je ful nasičen, ful nas je hkrati, vsi smo pač tle na 2 kilometra razdalje, se mi zdi. Ampak jaz mislim, da je to lahko na nek način tudi dobro, ker si lahko tudi pač, ne vem, izmenjujemo mnenja, se poznamo med sabo in tako naprej. No. Tako da to. Sem pa jaz tista stara šola ljudi in mi je v bistvu izobrazba na tem področju tudi ful pomembna. Ne vem, pač se mi zdi, da ne bom zdaj krivična, da se ne moreš ti sam naučiti nekih stvari, ampak ne vem, šola ti da nek zidsleder, pa neko odgovornost in tudi neke osnove konec koncev, ne, da te nauči, ne vem, o Bauhausu in o vseh teh stvareh, ki so neka zgodovina današnjega oblikovanja. Potem pa pač ti gradiš naprej. Pa tudi najbrž o barvah, o določenih principih, zakonitostih, ki jih verjetno v tem svetu moraš poznati. Ja, neka likovna financah, teorija. neke številke. Ne? Tako, točno to, ja. Zdaj recimo
veliko mladih prihaja kot delovna sila ali pa nekateri složi na vodilna področja. Imamo pa zelo, se mi zdi, in različna mnenja, različne poglede, različne načine dela. Tudi zdaj se moda menja in kar se oblikovanja tiče, se mi zdi, da včasih je bilo vse dosti bolj tako spolirano, zdaj je pa tako malo vse skupaj razštelano, tudi recimo primer je video, ne? Prej si imel same lepe videe, lepe slike, zdaj pa nekako bolj kot je realno, večji doseg ima. Pa tudi recimo, kaj je TikTok naredil, a ne? Reklame so se popolnoma spremenile, televizije skoraj noben več ne gleda. Kako pa na to spremembo generacije gledaš? Te nove generacije so ful prinesle nekih novih stvari, tudi v dizajn. Jaz iskreno se prav malo bojim, kaj bo prinesla generacija alfa. Se ne vem, kdaj se ta alfa začne. Zdaj, čakaj, kako so že... zdaj so po mojem v srednjih šolah. Ja, so še mladi. Mislim, da so že srednja šola, začetki srednjih šol, po mojem. Ampak ja, se že kažejo neki stili, ki jih oni zasledujo, ker konec koncev so že toliko veliki, da že znajo povedati svoje mnenje. Ne? Meni je zelo všeč stil generacije Z in kaj generacija Z prinaša na FCMG segment. Ampak generacija alfa, ne vem, skozi dizajnerjeve oči se bo mogla ogromno enih stvari navaditi. No, tako. Kaj pa Z prinaša? To jaz ne vem. Z ali alfa? Z. Z je prinesel ogromno živahnih barv, malo kaosa, ki je zelo razumljiv kaos, bom jaz temu rekla. Zelo so podvrženi sustainabilityju, sicer včasih malo niso pošteni do tega, tako malo so skomplicirani, ampak kar se tiče v bistvu nekega dizajna, je ta dizajn, ti kontrasti med sabo in z vidika barv in z vidika oblik in nekih takih stvari, ki mogoče na nek prvi vtis napašajo skupaj, pol pa kar vidiš, da delujejo, to mi je pa všeč. A pa se ti zdi zdaj, ko si omenila to trajnost, da se zdaj to kar malo preveč poudarja? Ja, za moje pojme bi moglo biti to higienski minimum za vstop na police. Meni se zdi zelo nepošteno, da bi, ne vem, eni piškoti, ki so zapakirani v, dajmo reči, kompostabilno embalažo, da bi se to pač na veliko pač razlagalo. Ja, lahko napišeš pač nekam od zadaj, lahko to poudariš. Moje mnenje pa je, da to ne more biti tvoj value proposition. Ne? Če narediš neko inovacijo, ja, definitivno. Ampak tako, ne vem, to je neka osnovna higiena, se mi zdi. No. Ja, pa zanimivo je tudi to, da recimo zdaj, ko se pojavljajo razne, ne vem, da prineseš svojo vrečko, pa si sam napolniš stvari. Sami toliko še nismo vzgojeni v ta sistem, se mi zdi tukaj v Sloveniji. Smo še vedno narejeni bolj na komod, kar se tega tiče. Tiste vrečke, ki so tam, ja, res je, ja. Jaz sicer ne vem, če je banana ali pa kakšne take stvari, sam nalepko dam pač gor, ne, ker itak banana je že v svoji embalaži, ne rabi še ene vrečke, ne. Ja, to je res. Ampak ja, jaz mislim, da bojo mogle generacije preteči, da se bojo stvari na tem področju korenito spremenile. Časa pa nimamo, ne. Ja, ampak je pa res, da je vsaka velika sprememba, ki se zgodi, traja generacije, se mi zdi. Ja. Slišala sem, da je zelena barva v bistvu ful okolju neprijazna. Je to res? To pa prvič slišim. Tako da v bistvu te zelene embalaže, ki so zelene barve, niso tako zelene, ker zelena porabi več. Ne vem, mogoče sem to slučajno nekje prebrala. No, iz tehnološkega vidika to ne bi znala povedati. Vem pa na digitalnem področju, ker smo enkrat nekaj brali in se nam je zelo ful zanimivo, tudi tam je sustainability, ne? In sicer, če je spletna stran, da moraš, da je cela v črni barvi, bo porabila manj energije, kot pa tista, ki je cela bela. A res, kaj? Ja. To pa prvič slišam. Kaj pa to, kaj imamo zdaj, ne vem, temno ozadje na iPhone? Ja, to je boljše za planet. A res? No, evo, zdaj vsi damo na temno ozadje.
pa se bomo vsaj malo boljš počutili. Ja, evo. Všeč mi je tudi pri tebi, ko v bistvu na svojih socialnih omrežjih tako daješ res koristne nasvete in govoriš veliko o strategiji, ampak se mi pa zdi, da ženske imamo eno super moč in to je intuicija. Čemu ti zaupaš bolj, ko se prije do enih odločitev ali pa ne vem, mogoče, ko nasplošno razvijaš stvari, a bolj poslušaš intuicijo, greš raje na strategijo, kako je to pri tebi? Jaz bolj poslušam intuicijo. Sicer je tako, da vedno moram neke, recimo čisto pri večji klubu, jaz sem šla stvari zelo strukturirano delati, ampak sem zelo intuitivno in zelo na šestem čutu, pač se tudi marsikakšno stvar pol odloča. No. Tako bom rekla, neka zdrava kombinacija obojega, ko pa pride do res nekih pomembnih stvari in če ti občutek daje nekaj drugega, kar ti pač papir pravi, jaz bom šla vedno na občutek, ker vem, da me do zdaj še nikoli ni izdal. Kako pa ti je kot ženska v tem poklicu, ker vemo, da v teh poklicih je veliko moških in včasih so tukaj moški, bodimo iskreni, prevladovali, a ne? Ti si pa zdaj ena redkih, ki si na enem takem vodilnem položaju. Kako ti je delati v takih ekipah? Meni je ful fajn, ker se s fanti, moškimi se ful lepo razumem. Ja, žal mi je, da nas ni mogoče več, ampak pač te moške, ki sem jaz srečala iz našega sveta tukaj, so mi vsi pač so v veliko oporo. In kljub temu, da res ženska manjka ženskih mentorc, njih iz tega vidika, ki smo se prej pogovarjali, nekega empatičnega, čustvenega, pa ženska bo prej razumela, zakaj si ti danes sitna, pa da te hormoni mal dajo in tako naprej. Moški bo rekel, ne, spet bo dobila nekaj. Ja. In ne bo tega razumel. Ne? Tako da iz tega vidika je pomembno imeti ženske mentorce, ker razumejo, da si včasih slabe volje in tudi ne veš, zakaj si. Ne? Ampak jaz lahko rečem, da moja izkušnja z moškimi v mojem poklicu je zelo podporna, se pravi zelo pač velik suportno. Mogoče pa to tudi zaradi tega, ker so vsi precej starejši od mene. Pa imate bolj mešane ekipe, a kdo bi rekla, da prevladuje? Mislim, da v našem podjetju po mojem nas je kar več žensk. V kreativi nas je po mojem nekje pol. Ja, so pa ti starejši kreativci so pa večinoma moški, je pa tam kar večji procent. Na drugih področjih sicer ne, na našem področju pa ja, in so tudi starejši pol. Je pa ena stvar v kreativnih poklicih, kar tudi sama pri sebi vidim, da se ful težko izklopimo. A ne? Jaz se tega zdaj ful učim, vedno boljš mi gre. Bravo. Da imam vsaj en dan res off in da ugasnem računalnik, da včasih mi celo rata vsaj za pol dneva ugasnem tudi telefon, zdaj cel dan mi še ne uspe, ampak okej. Ampak kako se pa ti s tem soočaš? Ker verjamem, da tudi tebi možganček non-stop dela, non-stop premišljuje, ker ti si mi zelo podobna, že na prvi kavi, ko smo se dobili, smo se res ujeli in sem takoj videla, ta je ista kot jaz, ful uživa. Ker mal bi lahko nekdo rekel, da je deloholik, ampak se mi zdi, da ko enkrat res padeš noter, čas pač mine. A ne? Kako ti nekako izklopaš, ker vemo, da je sploh v kreativi res ogromno ene izgorelosti, ki jo mogoče tisti, ki ne delajo v kreativi, ne razumejo, zaradi tega, ker fizično delo pa psihično je še zmer malo drugačno, ne? Zato ker tebi možgan non-stop premleva, ideje se non-stop porajajo in potem, če ne znaš tega izklopati, a ne spiš, si ves čas malo v svojem svetu in se dejansko pač prekuraš. Kako pa ti to manevriraš? Jaz sem imela tudi ful problem s tem in po moje sem enkrat eno močno izgorelost tudi že dala skozi, pa mogoče takrat sploh nisem vedela, da je bilo tudi to. Moje prvo pravilo je že kar nekaj let zdaj, da za vikend ne delam, razen če pač res ni nujno. Kar pa ne pomeni, da ne razmišljam o nekih teh kreativnih stvareh, ker ko si kreativc, vedno nekaj melješ. In pa si kaj zapišem in tako naprej. Ja, probam biti v stiku s prijatelji, probam iti ven v naravo. Lih ta vikend sem videla, ker sem nekaj posnela za TikTok in sem pol bila kar živčna. Ne? In pol sem pa ugotovila, če sem pa šla ven, da me je to minilo.
In sem rekla, ok, ne, pač naredi, če si že zamislila, in pol pač pejdi ven presekin, ne. Tako da ja, meni se zdi, da je ta zdrava meja nečesa zelo pomembna. In jaz tudi ful ne maram besede deloholik. Jaz se nimam za deloholika. Jaz pravim, da so lahko moji prijatelji in moji bližnji zelo veseli, da sem dobila nek poklic, v katerem toliko uživam, da mi včasih ni težko ostati v službi dlje časa. Ker nas je ful malo takih. No. Je pa res fajn, da znaš. Jaz doma ne vem, redko kdaj odprem računalnik, za vikende tudi. Ja, ok, snemam TikToke, ker mi je zabavno, ker je mogoče neka druga kreativa, ampak če pa se čutim, da mi ni, pa tudi ne bom. Ne čutim neke obveze. In sama sebi sem rekla, da ko bom čutila neko obvezo do tega in ko mi bo muka, bom jaz to nehala početi. Tako da ja, moraš imeti nek balans in meni ful pomaga tudi rutina. Ful mi je to pomembno. Ja, mislim, da se rutina premalo poudarja pri kreativcih ali pa nasplošno pri, ne vem, tistih, ki delamo, ki smo sami svoji šefi, ne? Kar jaz tudi vidim. Odkar sem si postavila res močno jutranjo rutino, se pravi, vstanem, meditiram, joga, zajtrk, tako 1 ura zame je razen, če ne vem, to se mi na par let zgodi, da kdaj zaspim ali pa kaj, da se mi tak dan zgodi, ampak sama pri sebi sem videla, da mene ta jutranja rutina, ta 1 ura zame, ki se nič tazga ne sliš, ampak mene to obvaruje pred katerokoli zgorelostjo. Ja. Ker se zjutraj postaviš, narediš par stvari za sebe, ki tebe veliko pomenijo in potem si tako notranje napolnjen, da ti ni problem delati 1, 2 več. Ampak če pa tega nimaš, če pa ti vsako jutro takoj začneš v stresu, se mi zdi to nalaga, ker tako je bilo pri meni. In pa zdaj, ko 1 leto že to prakticiram, ne vem, vsak mesec je boljš. Se mi zdi, da vsak mesec si bolj nacentriran, bolj v sebi, če to res uspeš vzdrževati. Tako da s tem se absolutno strinjam in se mi zdi, da se mogoče premalo to poudarja. Ker tako, ja, če si sam svoj šef, pa narediš takrat, kad ti paše, ne. To je najslabše. To je recept za katastrofo. Ja. Kako skozi delaš. Pa veš, kaj sem prej pozabila še povedati? Ful premalo, oziroma skoraj nič se ne govori o težavah z anksioznostjo in depresijo ravno v kreativnih poklicih. Zaradi tega, ker je ful, nisem, a veš, če si ti matematik, ok, ne vem, boš zračunal, zdaj sem čist nekaj posplošila. Ampak pri nas je pa vedno, ali hočeš biti vedno boljši, ali imaš občutek, da nisi dovolj. Ne? Imaš še to, pa ta imposter syndrom, vse te stvari. Ni samo, da boš naredil več, ampak je tudi, a boš naredil tako dobro, da bo dobila nagrado, da te bo pohvalil, da te bo tretji videl. Tako. Pa konec koncev, da boš ti zadovoljen. Ja, se to pa najbolj nikoli nisi. Sama s sabo, tako, ker vedno veš, ampak če bi pa še to bi bilo pa lahko boljše. Ja. In je ful težko spustiti, v redu je, da si tako, ok, a ne, na neki točki moraš to narediti. Ja. Ja, to se zelo strinjam. Pa še ena stvar, ki me zanima, kako recimo v agenciji, ki je nek reden job, se pravi redna služba, ne vem, karikiram, od 9 do 5, a ne? In ti v tem obdobju, se pravi v teh parih urah, moraš narediti nek projekt, moraš narediti nek dizajn, ampak ti zdaj ne vem, nimaš ideje, ne veš, kaj narediti. Kako biti kreativen pod pritiskom? A ne, kako to premagati? Ker to se mi zdi tudi izziv. Ja, pač tako je. Ponavadi, ko imamo mi neke dizajnere za delati z nule, nam jih ni treba narediti v tistem dnevu, imamo nekaj časa. Ne? Ko se zatakneš, je tudi ta ekipa ti pride ful prav, ker lahko rečeš shit, ne, fuck, danes mi ne gre, kaj mi lahko ti pomagaš, kaj loreš z mano, tam si bo skuhala kafe, ti povem, o čem jaz razmišljam in ti povem, da ne morem in mi sam prosim usmeri me. In pol dobiš neko usmeritev in začneš praskati. In ful je lepo, ker marsikdo pride pol tudi pogledati in ti gre, ne? In imaš nek support. Tako da na tak način mogoče, ne? Ta pa ta občutek pripadnosti tudi. To, ja. Ker se mi zdi, jaz, ko sem sama delala, ker zdaj tudi pač sem sama svoj šef, ampak vseeno imaš neko ekipo, ne vem, tudi ko snemam, je nek sogovornik pa tako, ampak se mi zdi najhujš, ko sem se pa sama pripravljala, pa sama kakšne kreativne stvari delala, je bilo pa to, da si sam. A ne? In pol, ko se zatakneš, ko ne veš, kako naprej,
nimaš nikogar zraven sebe, tako da to je mogoče tudi plus, če si v neki ekipi, če si v službi, da lahko vprašaš za mnenje, da ne rabiš glih zdaj polnoči klicati prijatelje, kaj ti misliš, kaj je to, ampak se mi zdi, da ko se enkrat zatakneš pa zaciklaš sam, ko recimo, ne vem, smo delali od doma pa te stvari, sploh med covidom pa tako, da iz tega je najtežji prideti kot kreativc, ker ne veš, ker včasih imaš res to writer's block se reče po angleško, ne vem, kako je slovenski prevod, neko blokado, ko dobiš. To sam predelati je res težko, tako da to je dober nasvet. Evo, tudi če kdo dela sam, da ima enega mogoče kreativnega prijatelja, s katerim sta zmenjena, da ko se kaj tazga zgodi, se mogoče malo pokličeta, si napišeta in da si na tak način pomagamo tudi kreativci med sabo. Ja. Mislim, res je zelo pomembno, da se take stvari vpraša res človeka, ki pač zna te stvari. Ker jaz, če bi vprašala, ne vem, koga od svojih prijateljev, bi mi rekel, meni to, ful je lepo. Ampak, ko vprašaš naše, ne vem, primer nekega billboarda, Anja, ful je lepo, ampak, 3 sekunde ima človek, da to opazi. Ali bo opazil. In teda sem vprašanje, ti si prej toliko bil v neki drugega mogoče upet in samo in lahko imaš ti v 10 sekundah pol novo stvar narejeno. Meni se to že zgodilo kdaj, ne. Tako da to, da so ljudje, mi smo sicer, meni se zdi, da smo vsi mi, tudi če si vodja projektov, ker si bolj na neki strani financ in nekega planiranja in tako, ampak jaz nas vseh vidim kot neke kreativce, zaradi tega, ker tudi vodja projektov mora kreativni svet ful razumeti. In so en ful dober pogled, na ful dobre oči mogoče iz nekega drugega zornega kota. No, zato sem hotela danes v to pogovoru izpostaviti, da nima veze, kaj delaš, vedno si lahko kreativen. Vedno. In meni so tudi kreativni računovodje, tako nekaj najbolj neverjetnega, kako najdejo neke stvari, kako lahko to povežejo, pa davke tako levo, desno. Meni je to noro, ker tega sveta ne razumem. Tako da v bistvu smo vsi kreativni. Niso samo kreativni poklici kot sami kreativni, ampak v bistvu, če v svojem poklicu res uživaš, se mi zdi, da vedno najdeš nek svoj način, ki je kreativen, ker je tvoj. Ja, točno tako. Tako da v bistvu smo vsi. Ja, vsi smo kreativci. Super. Zanima me še, kje ti najdeš inspiracijo? Kaj te najbolj inspirira? Če bi me to vprašali ful let nazaj, bi rekla, da pač vse povsod, da me vsaka stvar inspirira, kar v bistvu še danes na nek način velja. Ampak sem v bistvu začela tudi zelo namenoma iskati neko inspiracijo in v bistvu točno vem, zakaj bom šla na eno razstavo, točno vem, zakaj bom šla v eno trgovino pogledati neke izdelke in tako naprej. Tako da bom tako rekla, načeloma vse povsod, lahko vidim neko stvar tako mimo grede, ampak drugače pa pri dobrih primerih iz prakse, v trgovinah, na policah, v mojem svetu. Tako, ful brskam, jaz res ful brskam. Moraš imeti samo odprte oči, pa je lahko tako, točno najdeš. To, ja. Kaj bi bil pa tvoj en nasvet mlademu kreativcu? Na katerem koli področju, ne samo na oblikovanju, kaj si to kot teh vodah? Jaz bi mu sam rada rekla, da ne bo humble. Ponižen? Ja, zaradi tega, ker jaz se to od starejših ful učim, ker jaz vem, da marsikdaj nisem, ker je pač mogoče moj karakter ful močen in pride do izraza. Ampak si želim, da bi lahko še ful bila, ker je to ful lepa človeška lastnost. In jaz mislim, da te ponižnost lahko pripelje zelo daleč. Ampak mlademu bi pa rekla predvsem zaradi tega, ker je še ful na začetku in ne ve vsega in naj se bolj začne zavedati, če se vse ne ve, kot če se vse ve. In drugi nasvet bi bil, naj si kupi en moleskin, eno beležko in naj se začne stvari gor zapisovati in ne vse imeti v telefonih, v ekranih in tako naprej, ker se bo na ta način tudi srečal sam s sabo skozi svojo pisavo in se mu bojo pač s papirjem, stikom papirja v bistvu neke druge kreativne možganske celice odprle. To je ful dober nasvet. Jaz sem tudi prešaltala, da nimam vsega na telefonu, ker sem imela vedno Google koledar in vse beležke in tako. Zdaj imam pa prav vsako jutro in plan dneva, pol si dam kdaj namero, pa si kaj narišem. In imam v bistvu moj koledar oziroma beležkica je tako čist
čist čudna. Če bi jo en otvoril tako, a je to zdaj koledar, a so to zdaj teski, a je to zdaj to-do seznam, a je to zdaj pač neka čačkalica, ker karkoli mi pride, si dam tja noter, ker imam vedno s sabo, a ne? In sem gotovila, da boljška, da si nekam pišem to in potem pozabim vse te zvezke doma, da imam vse v eni in po moje, ko bom tako, ne vem, par let nazaj gledala in si bom mislila, ojoj, kaj je bilo to? Ampak le, se je važno, da tebi služi. Ja, tako da je fino, da si vsak najde nek svoj način, kam mu funkcionira. Ker meni je fino, ko imam vse v enem, pa v bistvu se nekako nacentriram za dan, pa še zraven kaj kreativnega napišem in potem pogledam, ko sem se recimo na tvoj podcast pripravljala, tisti dan, ko sva se prvič dobili, sem si par stvari zapisala, pa sem pošla nazaj gledati, pa danes sem si, pa prejšnji teden, ko sem se pripravljala malo, a veš, in potem sam nek skupek, takrat sem to stvar tako videla, zdaj pa sem poslušala, ne vem, še nekaj o tebi, pa zdaj to vem, pa sem prebrala tvoj članek, pa zdaj to vem in potem se samo nekako nakladajo stvari na kupček. In potem imaš neko tako lepo celoto, ker v telefonu imaš tletom, pa in je čist nekaj drugega, kot ti fizično nekaj prebereš, se mi zdi. Jaz sem itak ljubitelj pač vsega fizičnega in knjig in izdelkov in lepih stvari, rož in tako. Tako da to se mi zdi en tak super nasvet. Ja, jaz odkar sem pač prišla zdaj na Futuro, ker mi imamo vse digitalno in dejansko drugi splanirajo meni dan. Dobro, na nek način si ga tudi sama, ampak jaz imam plan pač digitalen. Sem zgubila. Jaz sem imela prej v bistvu za 52 listov, sem si sprintala za cel teden in sem imela tako v bistvu od od ene blagovne znamke, eno tako lepo zlato sponko, svoj logo. In pa sem v bistvu si za vsak teden, za vsak dan sem si tako napisala in sem imela to pred sabo in pomembne stvari pač v Google koledar, zaradi tega, da me tudi telefon zavibriral. Ja. Zdaj pa je vse to digitalno in mi je bilo hudo, ker sem to zgubila. Zdaj se mi je pa velik nonsens, da si jaz zdaj to prepisujem. Ja. Ker preveč časa porabim. Tako da imam 2 dnevnika. Eden je tako ful za neke osebne misli, kamor lepim vse živo noter in tudi nima nobenega smisla. Enega pa imam v bistvu o dizajnu in o službi, o idejah in tako naprej. To sta fizična 2 in pomam pa še Notion, kjer si malo bolj strukturirano v bistvu delam stvari. To je ena aplikacija in pol še zapiske v Applu, pač v telefonu, ki se mi sinhronizirajo z računalnikom in s telefonom, da v bistvu takoj, ko pač neko idejo dobim, da se hitro zapišem in netam. To si jaz isto, ker čez dan dobim kakšno vprašanje ali pa karkoli delam, pa si pa vse posinkam, ko imamo ideje vse povsod. Ja. Super, jaz mislim, da sva dali ogromno enih idej, lahko bi se še pogovarjali, ampak glede na to, da sva časovno omejeni, te bom vprašala še zadnje vprašanje, ki ga postavim čisto vsakemu gostu. In sicer, kdaj si pa ti najbolj samozavestna? Kadar sem lahko to, kar sem jaz. Tako pač ful preprosto, ful malokrat se to zgodi in takrat sem po mojem tudi najbolj srečna in mislim, da je takrat tudi pomembno, kateri ljudje so okrog mene. Tako da to. Ja, ko igramo neke vloge, ampak ko pa si lahko res čistiti, je pa najlepše. Ja. Se strinjam. Zelo lepo sva zaključili. Hvala, ker si bila danes moja gostja. Povej še, kje te lahko najdejo, če jih zanima več o oblikovanju, o tebi, o tvojem delu. Najprej hvala še enkrat tudi tebi za ta pogovor. Najdejo me lahko na Instagramu Anja Korenč, na LinkedInu isto Anja Korenč in po novem tudi na TikToku isto Anja Korenč. Greš ko bi rekla, v stik s časom. Ja, z generacijo. Tako, super. Hvala ti in hvala tudi tebi za poslušanje. Upam, da ti je bila epizoda všeč. Če ti je bila, se oglasi v komentarju, polajkaj, pošerej. Skratka, lahko pokažeš malce ljubezni. Mi bomo z veseljem ustvarjali super epizode še naprej in se vidimo prihodnji mesec.